Ja, zgodovino mesta sem opisala od Vindobona naprej, od časov Rimljanov. Reka Donava je bila pomembna meja, severna meja rimskega imperija. In potem od časa Habsburžanov naprej, ki so vladali več kot 600 let in so imeli najpomembnejšo krono Evrope. V bistvu bila to tudi najpomembnejša krona sveta, verjetno to je bila krona Svetega rimskega cesarstva. Ta krona se nahaja v zakladnici na Dunaju. Originalna se je izgubila in tak je zdaj. Ta cesarska krona je več kot 1000 let stara in zgoraj piše tudi pomemben izrek kralja Salomona iz Starega testamenta: per me reges regant, skozi mene vladajo kralji. Se pravi, Habsburžani so imeli veliko odgovornost do Boga in se pravi, po Bogu je bil Habsburški vladar, ki je, se pravi, v imenu Boga vladal nad svojimi narodi, ja, se pravi, z veliko odgovornostjo in v imenu večnosti ter v imenu časti. Ja, in če zdaj govorim v času Marije Terezije, lahko malo preberem, če dovolite. Čeprav sem veliko napisala, predvsem v pomembnih Habsburžanih, ja, ki jih imam posebno rada. In Marija Terezija, ki je zelo priljubljena na Slovenskem, ravno že zaradi teh praktičnih stvari, seveda je bilo ogromno pomembnih intelektualcev iz dežele Kranjske in drugih območij današnje Slovenije in umetnikov in tako naprej, ampak so bili pretežno tudi kmetje in kmetje na Slovenskem so bili zelo hvaležni Mariji Tereziji, da je takrat tudi naredila strogi zakon, da morajo posaditi krompir, ker drugače bi umrli zaradi lakote. In kar je zanimivo, v času Marije Terezije so bile črne koze, ogromno ljudi je takrat umrlo zaradi črnih koz. To ni v primerjavi s tem smešnim virusom, ki ga imamo zdaj, ne, če pomislim, da je tudi v drugi polovici 17. stoletja v času dedka Marije Terezije, cesarja Leopolda I., ko je bila grozna epidemija kuge, 1/3 prebivalstva pomrla zaradi kuge. Ni bilo zdravil, ljudje so samo molili k Bogu, da preživijo. In ko je bila kuga končana, recimo dedek Marije Terezije naročil gradnjo kužnega znamenja. Ja, cerkve so se gradile, ko je zadnja kuga prišla leta 1713, je nastala Karlova cerkev, ja, po naročilu očeta Marije Terezije, cesarja Karla VI., kot zahvalo Bogu, kuga je bila končana. Ja, v času Marije Terezije so bile grozne koze in Marija Terezija je rodila 16 otrok in 5 otrok je zelo zgodaj umrlo, nekateri med njimi zaradi črnih koz. Ja, ampak ker so bili Habsburžani apostolski vladarji, so imeli povezavo z večnostjo, spiritualnostjo, ja, in so govorili tudi več jezikov, so bili zelo kultivirani, v nekem smislu zelo izobraženi in zelo diplomatski, nikoli niso uporabljali besede sovražnik, sovražniki so se poročili, so govorili njihovi jezik in zaradi svoje diplomacije in spiritualnosti so lahko vladali več kot 600 let v turbulencah Evrope. Ja, in posebno pomembna je bila Marija Terezija in takrat je bila monarhija v razcvetu, ja, in pomembno je bilo tudi v času baroka, da se na Dunaju gradi, da se pokaže veličastnost glavnega mesta Svetega rimskega cesarstva, to je bila najpomembnejša vloga in samo v času Marije Terezije nastalo na Dunaju okrog 50 palač. Ja, predvsem je bil Šembrun na vse preurejen. In Marija Terezija je prišla z diplomatsko politiko do ruske meje in tako naprej in gradilo se vse povsod po celi monarhiji. Samo da se pokaže moč monarhije, dostojanstvenost, ja, in malo ljudi ve, da je bila Marija Terezija tudi izučena operna pevka, glasba je bila vedno pri Habsburžanih na prvem mestu, že njen oče, Karl VI., je bil glasbenik in njen deda Leopold I. je velik komponist in komponiral se celo eno opero 5 ur dolgo v italijanskem jeziku.
Če dovolite, preberem malo od Marije Terezije. Se pravi, po smrti Karla VI. Leta 1740 je prišla na oblast 23-letna Marija Terezija, noseča s 4. otrokom, niti malo zaželena od drugih evropskih držav, ki so bile sovražno razpoložene do Avstrije. Še preden si je mlada, neizkušena nadvojvodinja dobro nataknila krono na glavo, je njen bratranec, pruski kralj Friderik II. Odvzel Šlezijo. Marija Terezija že od zgodaj pokazala značaj, ki je razodeval potrpežljivost, velikodušnost, čut za diplomacijo in inteligentnost. Govorila je 5 jezikov, bila je šolena operna pevka in imela je smisel za gledališče. Včasih je tudi sama nastopala na odru. V bistvu bila zavzeta katoličanka z občutkom za praktičnost, umetnost in ljubezen. Leta 1741 je bila v Bratislavi kronana za ogrsko kraljico in leta 1743 v Pragi za češko kraljico. Uradno se ni imenovala avstrijska cesarica, a ta naslov so ji podarili njeni narodi, kajti bila je vendar tista, ki je vladala in vodila uspešno politiko. Krono Svetega rimskega cesarstva je uradno nosil njen mož, Franc Štefan Lotarinški, ki je politiko prepustil svoji ženi. V mladosti je kot vojak doživel živčni zlom, zato se je tudi vojaških zadev povsem izogibal. Je pa vodil družinske finance ter se intenzivno ukvarjal z živalmi, botaniko in mineralogijo. Moramo omeniti o cesarju Francu Štefanu, da je bil tudi prostozidar. In zanimivo je, da so bili nekateri umetniki, tako kot Mozart, prostozidari in tudi Habsburžani, in da je imela Marija Terezija, čeprav je bila striktna katoličanka, v bistvu toleranca tudi do prostozidarstva. V bližini dvorca Šembrun je ustanovil prvi živalski vrt na svetu, se pravi mož Marije Terezije, in obširno zbirko naravoslovja v Hofburgu. Ta zbirka je zdaj v Naravoslovnem muzeju na Ringu. Poleg tega je bil odličen pobudnik velikih ladijskih ekspedicij za raziskovanje na novo odkritih eksotičnih celin. Po poroki Marije Terezije z njim se je rodbina Habsburžanov preimenovala v Habsburško-Lotarinško. Od Lotaringov so Habsburžani podedovali naslov kralj Jeruzalema. Po nenavadni smrti cesarja Franca Štefana leta 1765 je vlogo sovladarja Marije Terezije prevzel najstarejši sin Jožef II., ki je bil 1 leto pred očetovo smrtjo v Frankfurtu na Majnu okronan za nemškega kralja. Se pravi, Habsburžani so bili cesarji, ne vsi, ampak mnogi cesarji Svetega rimskega cesarstva in so bili s tem tudi izvoljeni nemški kralji, ker je bila največja funkcija pri njih. Kot radikalni razsvetljenec Jožef II. Se je uveljavil šele po materini smrti, kajti ona sama je bila konzervativna in usmerjena v politiko s srcem in občutkom. In to moram tudi omeniti, Marija Terezija je vladala v času baroka, rokokoja, v imenu Boga z občutkom in srcem in z ljubeznijo. In ob koncu 18. stoletja se je vedno bolj širila ideologija razsvetljenstva, in do te ideologije je bila Marija Terezija skeptična, ker to je bila ideologija, ki ni bila več povezana tako močno z Bogom, ampak bolj z racionalnim mišljenjem. In to je bil njen najstarejši sin, ki je dal potem zapreti skoraj vse cerkve in samostane. Zaradi česar je Marija Terezija tudi zelo trpela, dokler je to videla. Nekaj časa so skupaj vladala po smrti očeta. Do nove ideologije, ki se je rodila iz razsvetljenskih pobud enciklopedistov in izhaja striktno iz človeškega razuma, je bila Marija Terezija zadržana in je ni sprejemala. Vsekakor je imela prav v nekem smislu. Marija Terezija ni vodila vojn zato, da bi osvojila nova ozemlja, temveč zato, da je zaščitila svoja. Sem že omenila, da Habsburžani niso nikoli hoteli nobene vojne in so se tudi bali vsake bitke. Oni so se širili po principu politike poroke, to je bila njihova glavna ideologija. In so bili striktno proti vojni, ampak Marijo Terezijo je že napadal njen bratranec, pruski kralj Friderik II. In ona je morala se boriti, morala tudi ustanoviti vojno akademijo in tako naprej in motivirati svoje vojake, sicer bi vse izgubila. Marija Terezija je imela zelo dobre ministre, recimo kot Žeraf von Swieten, ki je bil tudi njen osebni zdravnik. In on je postal celo svetovno znan po romanu Dracula. 1897 irskega pisatelja Brama Stokerja kot lovec na vampirje v podobi Van Helsinga. Marija Terezija mu je namreč naročila svojemu ministru Van Swietenu, naj aktivno ukrepa proti vraževerstvu, ki se je po letu 1720 širilo predvsem v jugovzhodnih habsburških deželah.
Baje je takrat obstajala prava histerija vampirstva. Žeraf van Swieten se je napotil v tako imenovane divje dežele in komaj pomiril ljudi. Končno mu je skupaj z Marijo Terezijo uspelo pregnati vampirstvo s strogo zakonodajo. Marija Terezija je naredila veliko dobrega za kmete, uvedla je obvezno šolstvo, sprejela zakon o prepovedi mučenja, dokončno odpravo mučenja je dosegel potem njen sin Jožef II, ustanovila vojno akademijo v Dunajskem Novem mestu, čebelarsko šolo v Dunajskem parku Augarten, kjer je deloval tudi Slovenec iz Gorenjske, Anton Janša, diplomsko akademijo Terezijanum in najvišji vojaški red, ki se je imenoval po njej. Poleg tega je uredila vojaški sistem ter po celem cesarstvu naročila zidavo množice čudovitih palač, cerkva in samostanov. Večina njenih ljudskih pobud je še vedno globoko zasidrana v mentaliteti vseh dežel, katerim je vladala. Ja, in s tem, ko je kmetom naročila, da morajo saditi krompir, je recimo pregnala nevarnost lakote. Po smrti princa Evgena Savojskega leta 1736 je kupila nekaj njegovih dvorcev in jih prenovila. Belveder je uporabila za stanovanjske namene, zimsko palačo na Himmelpfortgasse za urade in dvorec Hof na Moravskem polju za poletno rezidenco. To je zelo pomemben dvorec Schloss Hof na Moravskem polju v bližini slovaške meje, kjer je Marija Terezija v bistvu ob koncu njenega življenja preživela večina njenih poletij. Pomembne državne dokumente je velikokrat podpisala v dvorcu Šembrunu ali Hofburgu, obkrožena živahnimi otroci, včasih celo na njihovih posteljicah. To je tudi zanimivo pri Mariji Tereziji, da ni ločila privatnega življenja od političnega. Se pravi, da dejansko vodila politiko z otroci obkrožena okrog. In je imela tudi občutek za ljudi, ker je bila mati 16 otrok in tudi ni imela lahko. Ja, in kot sem že imela, v 20 letih je rodila 16 otrok, in to v 18. stoletju. 11 punčk in 5 fantkov. Že v puberteti so morali zapustiti toplo materinsko gnezdo zaradi poročne politike. 5 otrok ni dočakalo 10. leta starosti. Politično življenje Marija Terezija spajala z zasebnim. Močno je bila navezana na governantno grofico Marijo Karolino Fuchs, katero je v otroštvu v francoščini nagovarjala z mamo in kasneje s Fuchsi. Ja, Habsburžani so na dvoru večinoma govorili francoski jezik. Ja, do avstrijskega cesarstva. Prej je bilo to Svetorimsko cesarstvo in ko je vnuk Marije Terezije Franc II, ki je bil potem imenovan Franc I, ustanovil avstrijsko cesarstvo, šele potem se je uvedla nemščina tudi na dvoru, ampak prej predvsem francoščina. Ja, in se pravi, Marija Terezija je imenovala to njeno governanto mamo, se pravi kot mama v francoščini, ker ni živela pri svoji materi in to je bila kot njena renica, ali pa kot Fuchsi. Grofica Fuchs ni bila samo najpomembnejša oseba za njen osebni, duhovni, intelektualni razvoj, temveč je bila tudi tista, ki je kasneje podpirala Marijo Terezijo kot vladarico pri številnih pomembnih političnih odločitvah. Ko je grofica Fuchs umrla, je Marija Terezija v zahvalo za njeno ljubezen, plemenito vzgojo in globok prijateljski odnos zahtevala, da je pokopana v kapucinski grobnici, čeprav ni bila Habsburžanka. Se pravi, grofica Fuchs je edina oseba, ki je pokopana v kapucinski grobnici, ki ni iz družine Habsburg. In Marija Terezija je tako lepo napisala ob grobnici v zahvalo za lepo vzgojo in za plemenitost ter ljubezen. V zadnjem življenjskem obdobju je Marija Terezija v poletnih mesecih v spremstvu približno 200 ljudi odpotovala v privlačni baročni dvorec Hof na Markfeldu, na Moravskem polju. Po njeni želji so tam posadili sadno drevje, ustanovili mlekarno, kuhali marilično marmelado in tako dalje. V prostem času je šivala, pletla, molila in pisala pismo oddaljenim otrokom, v katerih so 4 živeli v Italiji, Marija Antonija, to je bila Marija Antoinette, najmlajša hčerkica, v Franciji, Maksimilijan v Nemčiji, Marija Ana v Celovcu in Marija Elizabeta v Innsbrucku. Samo hči Marija Kristina, s katero se je posebej dobro razumela, in najstarejši sin Jožef sta bila do konca večkrat v njeni bližini. Vse hčere so pri krstu dobile kot prvo ime Marija, kot je bilo ime materi Jezusa Kristusa. Marija Terezija je leto dni po smrti svojega moža prebolela črne koze. Na njenem obrazu so verjetno ostale brazgotine, ki pa jih
Njena slikarja Lyotard in Martin von Meitens nista nikoli naslikala, temveč sta z veseljem poudarjala njeno notranjo lepoto in gracilnost. Zaradi obolenja ledvice v poznih življenjskih letih Marija Terezija komaj hodila. V kapucinski grobnici, kamor je redno zahajala k pokojnemu možu in ob sarkofagu molila, so ji naredili dvigalo. Po izgubi moža je stalno nosila črna oblačila. Ko je še živel, je včasih trpela zaradi njegove nezvestobe, kasneje pa ga je očitno neizmerno pogrešala. V vsakdanjem zakonskem življenju se je mnogokrat jezila nanj. Nekoč je predlagala neki svoji prijateljici, nikoli se ne poroči s kom, ki nima ničesar delati. Njen šarmantni Franc je namreč imel preveč prostega časa, zato ga je izrabil za obisk priležnic. Nekje sem slišala, da je Marija Terezija, ki je špionirala, dala enkrat naročiti nekemu jezuitu, da je zasledoval njenega moža Franca Štefana in potem je prišel z enim papirjem, kjer je bilo 14 ženskih imen. Jo, Boga, Marija Terezija. Ja, in takrat je Marija Terezija zelo trpela, se je tudi preselila iz zakonske sobe v drugi del Šembruna, ampak čez kako leto je njenemu možu le oprostila in šla nazaj k njemu. Njen šarmantni Franc je namreč imel preveč prostega časa. Jaz sem že omenila. Poleg tega so ga nasploh, ja, on je bil v bistvu cesar, Marija Terezija ni bila cesarica. Ta naslov je dobila od njenih narodov, bila je nadvojvodinja Avstrije, bila je češka kraljica, ogrska kraljica, ampak njen mož je bil uradno cesar. Ampak se ni ukvarjal s politiko, se pravi samo s financami in tako naprej in z drugimi stvarmi, ki so bile tudi zanimive, ampak ne s politiko. Marija Terezija je imela ogromno dela z otroci, s politiko in tako naprej in normalno, da je on, se pravi, izrabil tudi ta prosti čas za stvari, katere Marija Terezija ni tako posebno ljubila. Marija Terezija je bila očitno neprestano zaposlena z reformami, otroki, vojnami, opremo Šembruna, zidanjem novih palač in tako dalje. Toda kot vladarica se je dovolila ukrepati z zakoni, ki so nekoliko zadovoljili tudi njeno naravo. Verjetno je zaradi soproga, ki je s kočije stalno pogledoval po lepih deklicah, ukazala, da morajo ženska oblačila segati do vratu. Se pravi, kar naenkrat je bila moda v monarhiji, da morajo deklice biti zaprte do vratu zgoraj in ne smejo več kazati dekolteja. Zanimivo je, v tistem času so bila tudi odprta kopališča na Dunaju, kjer so se moški in ženske skupaj kopali. Marija Terezija je rekla, to je prostitucija in dala kar naenkrat vse zapreti. Ja, Franc Štefan je svoji ženi Mariji Tereziji vedno rekel Rezelj. Ja? In on je bil zlotarinski, se pravi Francoz, simpatičen, ja, je znal šarmantno vedno potolažiti Marijo Terezijo in takrat ni bilo mobilnih telefonov, ja, in Šembrun je ogromna palača in sploh veliko drugih palač na Dunaju in cesar Franc Jožef normalno cel dan ni bil prisoten, ko je zvečer prišel nazaj v Šembrun, je Marija Terezija se jezila, kje si bil in tako naprej, povsem moram sama in tako. Ja, in nekje jo je znal potolažiti, pa je rekel, Rezelj, se veš, da te ljubim, pa ti si cesarica, pa ljudje te imajo radi, pa jaz te imam rad. In to je Marija Terezija hotela slišati in tako je šlo potem naprej. Pravi, Marija Terezija je hotela slišati, da je tudi njen mož njej rekel, da je ona cesarica, čeprav uradno to ni bila. Ja, je treba omeniti, da je Karl VI, njen oče, ki je prišel iz Španije, nažalost Španijo je izgubil, s pragmatično sankcijo omogočil Mariji Tereziji, da je vladala naprej kot ženska, ja, in takrat ženske niso poznale emancipacije, ampak da je skozi moč svojega očeta dobila nekje en ponos, ja, vladanja, ja, in samozavest, ja, in da je bila vedno bolj močna v svoji vlogi kot, se pravi, neuradna cesarica in da je hotela slišati, da ljudje rečejo, da je cesarica. In sploh je njen oče zelo lepo pripravil za bodočo vladarico. Ja, pa je, da je njen oče Karl VI umrl zaradi zastrupitev gob s 55 leti leta 1740, kar pa ni dokazano. Zanimivo je tudi, da je Franc Štefan zelo hitro umrl iznenada, ja, takrat, ko je šel iz Innsbrucka s kočijo nazaj proti Dunaju, ko se je njegov sin Leopold II tam poročil.
On je bil prostozidar. To so čudne stvari. In tudi kasneje v 19. stoletju se je marsikaj čudnega dogajalo. Habsburžani so sigurno imeli sovražnike okrog, ker so bili tudi drugi zavistni na tako mogočno uspešno monarhijo, predvsem Nemci v ozadju, ki so vedno konkurirali s Habsburžani, potem tudi kasneje Britanci, Francozi in drugi. In zanimivo je tudi, da je kronski princ Rudolf, sin cesarja Franca Jožefa, čudno preminil v Mayerlingu in da zdaj ni dokončno to raziskano, kaj se je točno tam zgodilo, če je bil to samomor ali ne. In potem tudi Sisi, žena cesarja Franca Jožefa, je bila ubita v Ženevi in tako naprej. Se pravi, od Marije Terezije sem pisala še veliko naprej, potem tudi cesarja Jožefa II., Franca, in potem od cesarja Franca Jožefa, in je že z 18 leti začel vladati, potem v Trstu tudi. Trst je bil po Dunaju najbolj imenitno mesto v monarhiji, in potem cesar Karl I, in potem v Prvi republiki Avstrije, v Drugi republiki v Avstriji, in potem o glasbenikih na Dunaju, v kulturnih dunajskih salonih, v dunajskih kavarnah in potem v znamenitostih mesta, do centralnega pokopališča, do dunajskega gozda in tako naprej. Hvala lepa za pozornost, pa bom vesela, če boste se zavzeli tudi za to knjigo.